In samo zaradi bolnikov smo tu, nismo zaradi ničesa drugega. Tako da ta pogled na življenje je drugačen. Znaš izkoristiti drobne trenutke in tista veselja, ki so doma. Ko si na tleh, dejansko zamenjam misli in mislim na tisto, kar je pa moja največja sreča v življenju. A znaš prijeti? Seveda znaš. Znaš še bolj visoko skočiti? Dejstvo je, da ti starši preživijo ogromno. Ne obsojamo jih. Kdo smo mi, da bi sodili, ki imamo zdrave otroke? Dober dan. Dober dan. A ti bi imel odpustnico? Ja. A ti jo jaz sprintam? Ja. Uživaj v zdravem otroku, imej ga rad in izkoristi to veselje, ki ti otrok daje. Pa boš malo z učki sledil, a ne? Sem Ana Marija Meglič, dolgoletna otroška zdravnica na pediatrični kliniki od vsega začetka. Sicer zaposlena na nefrološkem oddelku. Tole ga nič ne boli in gibljivost je super. Že dolgo, že od vsega začetka. Začela sem kot mladi raziskovalec in nato nadaljevala delo. Več kot 30 let je sedaj že. Hvala ti. Tudi zdravniki se ukvarja z paliativno oskrbo otrok. Zdaj bi se mi dogovorili, kaj bi bilo res potrebno za tega otroka, ne? Veliko jih je. Veliko jih je in z kar nekaj starši smo še vedno, se slišimo, se spomnimo in vedno se spomnimo tudi njihove zvezdice, tudi po smrti. Tudi zdravstveni delavci se navežemo. To je, lahko kdo reče, da je to neprofesionalno, ampak smo ljudje. Ko ti skrbiš in ko dobiš odziv otroka, ko so starši si povezan, ko jih dobro poznaš, si povezan. In je takrat hudo. In ta nemoč, ki jo kot zdravnik občutiš, da jim nisi mogel dati življenja za otroka. Tega mi ne more noben vzeti in me odrešiti. Teh žalosti, ki jih imam že z bolniki mojimi, pa tudi osebnih. To ni nekaj, kar lahko predelaš, to ostane. Ostane, na to žalost se naloži zadovoljstvo, ker si nekomu drugemu omogočil lepše življenje. A čakaš, da greš domov, ne? Ja. Ljudje si predstavljajo, da je to predpis morfija pred smrtjo. Vendar je veliko več. Ko pristopimo k staršem, vedno povemo, veste, mi smo paliativni tim, ampak ne mislite, da je to, kar vi mislite, da je. To je nekaj dobrega, to je celostna oskrba, to je pomoč tam, kjer ste vi najbolj prikrajšani, kjer imate največ težav in predvsem jim povemo staršem, da jih bomo poslušali njihove težave in skušali spraviti v enotni načrt, da jim bo lažje in otroku bolje. Otrok obiskuje šolo in ste vsi iz šole, ki lahko sodelujete, potem je primarni nivo, sekundarni nivo in terciarni nivo. Zdravniki se moramo združevati med sabo, da najdemo tisto, kar njemu res koristi, kar je dobro za njega. Ima hudo skoliozo, ki ga tudi mu otežuje dihanje, težko osteoporozo. Pri tako hudi okvari možgana, kot jo ima on, nismo pričakovali, da bi lahko te epileptične napade kadarkoli v bistvu čisto celoti zajezili. Je pa paliativna oskrba zelo pomembna tudi v luči podpore celi družini in pomoči staršem. Je zelo velika prostorska stiska, so vsi v dnevnem prostoru. Jaz mislim, da bi bilo zelo dobro, ne, da bi bila za mamo podpora doma, ne, in tudi pomoč. Ti starši so zelo obremenjeni, tako psihično kot fizično. Ti skrbijo zanje 24/7. Zelo možno, da se bo zelo hitro poslabšal, ne? Ali pa zdaj v naslednjih mesecih. Za njih ni prostega trenutka. Stalno skrbijo za te otroci, ker so zelo povezani z njimi, otroci zelo odvisni od njih in potrebujejo celostno pomoč v tem, da jim poenostavimo življenje in olajšamo življenje. Vi ste zelo skrbna gospa in se lahko zaneseš na to, kar povem.
okrog 150 otrok, od katerih jih je približno polovica že pokojnih. In smo jih spremljali ves čas, tudi do konca njihovega življenja. Tako da sedaj skrbimo naenkrat za okrog 70 bolnikov in njihovih družin. Zaradi težav s hranjenjem pa je potem dobil gastrostomo. Zdaj ima že poslabšanje zaradi infekta. Neka skrb in ta neka pokroviteljska skrb je med nami zdravstvenimi delavci v pediatriji zelo razširjena. Ne? Da otroku ne bo slabše, ne? Ampak to tehtanje, kaj je bolje za otroka, kaj je ta hip, ki se mu bo življenje itak zaključilo. Ne? Ali je bolje, da vseeno preživi nekaj, kar mu je zelo lepo, starša so zadovoljna, ali pa živi dlje, vendar nekje zaprt, zelo omejen. Lahko tudi človeka nevrednem življenju. Posneli so fotografije in vsa družina je ustvarila spomine, ki ne bojo nikoli minili. Deklica bo umrla, prej ali kasneje. Verjetno se bo zgodila okužba in bo k tem se zaključilo njeno življenje. Vendar zakaj ne poskrbimo, da jim je res lepo, celi družini. In to je nekaj najlepšega, da jim lahko potem to omogočimo in da so pomirjeni, da je bil otrok v optimalni oskrbi, da so bili oni zraven. Vedno so sočasno prisotni tudi cela družina. Tudi prespijo lahko sestrice, bratci, oba starša sta in so vsi skupaj in v objemu potem lahko otrok zaspi za vedno. Cilj je samo eden, da bi paliativne oskrbe bili deležni vsi otroci v naši državi, ki jim to koristi. Za otroke ni prav, da trpijo. Noben otrok ne sme trpeti, tako ne psihičnih kot fizičnih, bolečin, dihalne stiske, kakršnih koli težav. In čeprav je to težko zagotoviti, da bi vsakega otroka v vsaki družini imeli radi, ampak vseeno, to, kar lahko mi naredimo na tem našem področju, smo dolžni narediti. To je naša naloga, obveznost. Zato smo tu in za nič drugega.